Ja, spoštovani, dober dan. Vsi prav lepo pozdravljeni na predstavitvi knjige gospe Vere Ban, Moja pot v Pučniku, ki jo je izdala naša založba Nova obzorja. Gospa Banova, lepo pozdravljeni. Dober dan. Ja, prav tako na tem mestu lepo pozdravljam gospoda Janeza Janšo, ki je tako kot dr. Jožef Pučnik v prejšnjem režimu zaradi svojega političnega oporečništva bil zaprt. Ravno v petek smo se spomnili njegove aretacije, ki je sprožila afero JBTZ. Množični protesti, ki so temu sledili, so prisilili partijo, da je sestopila iz oblasti, če ne drugega, vsaj navidezno. Skupaj s Pučnikom je Janša kot obrambni minister odigral eno ključnih vlog pri slovenski osamosvojitvi in nato nasledil Pučnika na mestu predsednika Socialdemokratske stranke Slovenije oziroma Slovenske demokratske stranke. Sedaj pa je ponovna tarča rdečega pravosodnega monopola. Gospod Janša, prav lepo pozdravljeni. No, če na kratko najprej predstavim gospod Vero Ban. Banova je imela ta privilegij, da je bila tesna sodelavka dr. Jožeta Pučnika, ki ni bil samo predsednik Socialdemokratske stranke Slovenije, ampak tudi predsednik Demosa. Prva leta je delala kot Pučnikova tajnica in tajnica stranke. Pozneje je prevzela tajniške posle kluba seniorjev in seniork pri SDS, kar opravlja še danes. Je tudi članica upravnega odbora inštituta dr. Jožeta Pučnika. Vedno je bila kritična opazovalka aktualne politične situacije. Na najbolj kritične anomalije v družbi se je odzivala in se odziva v javnosti preko pisem bralcev in komentarjev. Jasno in glasno se zavzema za izročila slovenske pomladi, za demokracijo in svobodo, za lepši jutri slovenskega naroda. Gospod Janša, v uvodu knjige gospe Vere Ban, Moja pot v Pučniku, ste zapisali, da je to brez dvoma izjemno delo. Zakaj? Zaradi tega, ker je pač napisano iz bližine, se pravi, z vidika nekoga, ki je dr. Jožeta Pučnika spremljal pri vsakdanjem delu in ga ni pač prepoznal ali spremljal zgolj preko časopisov ali televizije ali množičnih dogodkov. Tako da ta knjiga ima svoje prvenstvo in svoje posebno mesto v vsej tej zapuščini drugih ali pa tretjih oseb, ki je nastala po dr. Jožetu Pučniku ravno zaradi tega. Dr. Jožetu Pučniku so bili izdani zborniki njegovih del, tudi dokumentarce je bil posnet. Tam je zelo malo te bližine, zelo malo te pristnosti in če hočeš nekoga spoznati, potem je nujno, da imaš za pravo sliko tudi ta zorni kot pogledov. In pač gospa Vera Ban ni bila samo nekdo, ki je opazoval, je bila tudi nekdo, ki je to ustvaril. Kratka je bilo že takrat in je tudi še danes pogumna oseba, ki ni samo vedela, kaj je prav, ampak je bila zato pripravljena tudi nekaj narediti. Zato je pravzaprav že ponarodila tista njena pripoved o tem, kako se je vse začelo. Ko je pač sama prišla in vprašala dr. Jožeta Pučnika, če kaj za pomaga. Te ljudi, ki so vedeli ali pa ki so vsaj slutili, kaj je prav, pa kaj je bilo treba narediti, je bilo veliko. Verjetno na tisoče pa na 100 000 ljudi, ki bi pa bili pripravljeni pomagati na ta način, da jih ni nihče poklical, ampak da so sami prišli, je bilo pa zelo malo. Gospa Vera Ban je bila eno od teh redkih ljudi v tistem času in tako se je začela ta njena spremljava od blizu dr. Jožeta Pučnika in mislim, da je če kdo, potem je ona prava oseba za to, da opiše njegovo delo in življenje v tem obdobju, ko se je pač on vrnil iz pregnanstva pravzaprav in se ponovno vključil v slovensko politično življenje v času, ko so se dogajale prelomne stvari, katerih ne samo del, ampak glavni akter je bil dr. Jožef Pučnik.
Mislim tudi, da je zelo pomembno, no, da je gospa Vera razumela, ne, tudi tisti čas, ki je bil najbolj drastičen za dr. Jožeta Pučnika, se pravi tisti čas, ko je bil on obsojen na 9 let zapora, že 2 leti v samici, ko so ga izdali prijatelji. To je bil nek poseben čas, ki ga je z današnjega zornega kota težko razumeti. Mlada generacija, mislim, da si to ne predstavljajo. So naša generacija, ki je bila nekako v tisti čas šele rojena in se ga ni zavedala, je imela težave, no, pri prepoznavanju tistih signalov. No. Čas, v katerem je Jože pisal, recimo, tista kritična razmišljanja o družbi in o kmetijstvu. Ne. To malo bilo danes ve, da je bil članek, zaradi katerega je bil najbolj ostro obsojen, v bistvu članek o stranpoteh slovenskega kmetijstva in kolektivizacije. Ne. To je bil čas, ko je takratni slovenski kmetijski minister izjavil tisto znano nebulozo, ko je rekel, da je kosilnica, ne, motorna kosilnica v rokah kmeta je kot strojnica, s katero se strelja na socializem. Danes smo verjetno ta oseba, če je še živa, izjemno pokojnino. Jože Pučnik se je uprl, on je izhajal iz neke tradicionalne zdrave kmečke družine, kjer je prevladovala neka zdrava logika in tista kolektivizacija, nasilno vključevanje ljudi v zadruge in kolhoze, pobiranje zemlje, uničevanje pravzaprav kmetijstva. To je njega bolelo, ker je videl, da so s tem nek gospodarski temelj nacije uničuje. In ko je napisal kritični članek, je bilo seveda to dovolj za težka leta samice. Skratka, Vera je razumela tudi ta čas, ker ga je tudi samo doživljala. Jaz vem, da piše tudi svojo življenjsko zgodbo. Upam, da bo kmalu išla v obliki knjige. Zagotovo prav tako zanimivo. To pa je ta knjiga. Sem že predolg s tem odgovorom, ampak ta knjiga je zapolnila veliko vrzel, ki je obstajala ves ta čas po osamosvojitvi o dr. Jožetu Pučniku, ko pravzaprav smo imeli neko knjigo Janka Lorencija, če se ne motim. Ja, tako. Ki je napisal pred volitvami, kjer je Jože Pučnik prikazan kot to naj bi bil, ta izdelek naj bi bil neka reklama za oba predsedniška kandidata. Mislim, da Igor Savič je napisal knjigo o Kučanu. Tista ima tako rumeno-modro naslovnico, SDS barve pravzaprav, oziroma evropske barve, z prijaznim likom gospoda Kučana, takrat je tovariša. Takrat je še rekel, da noče biti gospod. S prijaznim nasmeškom, to pa je bil kao uravnotežen ekvivalent tisti knjigi Janka Lorencija. Kdor je to sam v roke vzel, se mu je čudno zdelo, da bi oseba, ki je tukaj predstavljena, kot bom rekel, strašilo, postala slovenski predsednik. Ta knjiga, ki je zdaj Vera napisala, nekako popravila tudi to krivico, ki je bila takrat narejena iz politikanskih razlogov dr. Jožetu Pučniku in ga pač prikazuje takšnega, kot je bil, ne takšnega, kot so ga hoteli slikati. Hvala. Če ostanemo za trenutek še pri tej knjigi. Gospa Banova, v vaši knjigi je objavljen na strani 11 tudi dokument, ki razkriva neko epizodo s to knjigo. Nam lahko malo več poveste o tem, torej, ko je nekdo prišel na stranko po te knjige, se predstavil, ste mu jih dali in potem je izginil neznano kam. Torej, bil je storilec znan, ampak oziroma kaznivo dejanje je bilo storjeno, ni bilo neopredeljeno. Kako je bilo s tem? Ja, to knjigo sem jaz takrat prvikrat dobila v roke in ko sem prebrala ta intervju z dr. Pučnikom,
me je to zelo pretreslo, zato ker tam je popisano vse to, kar so počeli z njim, kako so ga obsodili in kaj vse je prestajal v zaporu. No, ampak to knjigo je nekdo potem zlorabil, ne. Prišel je k nam nekdo in je rekel, da naj mu pač damo da bo vzel 100 knjig in da bo te knjige razpečaval okrog. Seveda, takrat smo bili tako naivni vsi skupaj, da smo bili tega strašno veseli, češ, zdaj bo ta človek se bo zavzel za to. Pa ni bilo tako, ne. Izkazalo se je, da je bila to čista goljufija, ker on takrat seveda denarja ni dal za to, je rekel, da bo potem prinesel izkupiček od teh knjig, ne, in ga ni bilo nikoli več nazaj in nikoli nismo vedeli, kdo je, kaj je. No, ampak pol smo le nekako izvedeli, kdo to je in smo to prijavili. Ampak ni bilo nobenega odziva, ne. Policija je sicer vedela, za koga gre, ampak ni bilo nobenih sankcij, ne. Tak je bil tisti čas. Kaj vas je pa v bistvu spodbudilo, da ste se odločili napisati te spomine na vašo pot v Pučniku? Ja, teh spominov se je toliko nabralo, ne, da sem jaz potihem dostikrat premišljala, kako škoda, da vse to ni nekje ohranjeno, da vse to ne bo nekjer ohranjeno. Potem pa do lepega dne naš predsednik, gospod Janša, prišel k meni in je rekel: Vera, kaj če bi napisala spomine na Pučnika in to, kar si pač doživljala z njim na tej poti. In jaz sprva sploh nisem dojela, da bi bila jaz možna kaj takega napisati, ker pač nikoli v življenju nisem napisala nobene knjige, čeprav je spominov čudo, ne. In tako sem se pač pol nekako odločila. Naj pa povem, ne, kako je to pravzaprav, kdaj je bila zadnja moja odločitev sprejeta. Imela sem rojstni dan, gospod Janša je povabil naše glavno tajništvo in smo se prav luštno tam imeli in je pristopil k meni, mi je čestital, vošel in mi je podaril Pučnikov portret. Najbrž sem bila kar malo solzna, tako kot sem skoraj zdajle. In seveda takrat sem morala kar pred to našo javnostjo glavnega tajništva nekje obljubiti, da bom to storila. Moram reči, da tudi naša Natalija me je dostikrat prosila, da bi posnele moje spomine na Pučnika. Vendarle pa jaz sem bolj pišoč človek, kot pa mi ne teče beseda tako, kot če jo pišem, no. In tako sem začela. V bistvu v knjigi je objavljena torej cela vrsta zanimivih dokumentov. Ali teh dokumentov v zvezi s Pučnikom obstaja še več? Zagotovo. Ker ta knjiga je predvsem moj spomin nanj. In glavna dokumentacija je tle not. Tle not so bili te spomini, ki sem jih potem zaupala pač papirju, ne. In sprva sploh nisem verjela, da bo iz tega kaj nastalo. Se moram prav zahvaliti našemu predsedniku, me je zelo spodbujal pri tej knjigi in mi je dajal veliko podporo, da sem vztrajala in pisala. Ostala sem doma, nisem sploh hodila na stranko tiste dni. Sobo imam še zdaj zadelano s fascikli, kjer sem iskala posamezne dokumente in tako naprej. Ampak seveda tistih prvih stvari, ki smo jih počeli tam na stranki, še na Strnenovi, te stvari niso pa žal nikjer ohranjene, ker pač nismo imeli nobenih pripomočkov, s pomočjo katerih bi opisovali te zadeve, ker nismo imeli sredstev, niti nobene stvari, skratka, no. Ja. Nam lahko na kratko opišete, kakšen človek je bil Pučnik, ne? Zakaj je bila recimo pri njemu ta odločitev, da mora postati Slovenija samostojna država tako močna, torej da je bil tukaj tako premočrten, tako načelen, tako vztrajen? Temu se ni čuditi. Pučnik se je vrnil v Slovenijo takrat,
ki je tle začel vse vreti. Ko smo se na Roški sestajali, ko so bila zborovanja na Kongresnem trgu in tako naprej. Med ljudstvom se je takrat širila energija, pozitivna energija, ki jo ni bilo več moč ustaviti. In ko se je Pučnik vrnil, je jasno to začutil. Po dolgem času se je vrnil v svojo domovino. Velikokrat nam je govoril o tem, kako je bilo, vendarle pa tistih stvari, ki so bile najbolj boleče zanj, nikoli ni med nami, ni nam zaupal tega. Ne zato, da ne bi nam zaupal, ampak zato, ker je vedel, da so to prehude stvari, da bi jih obelodanil in da bi se morda na podlagi tega potem nekomu smilo ali pa karkoli. Pučnik je bil premočrten človek, Pučnik je bil ogenj, Pučnik je bil človek, ki se mu lahko v spomin kadarkoli poklonimo z vso častjo in zahvalo za vse, kar je storil za Slovenijo. Slovenija je bila zanj mati v pravem pomenu besede. In on je bil do nas tak kot oče. Nikoli ni lagal, ni prenesel ničesar. Tudi laž, ki bi bila lahko njemu v korist, je nikoli ni izkoriščal. On je sovražil laž bolj kot vse drugo. In ko sem jaz prebrala, da takrat, ko bi bil lahko iz zapora ušel, ko sta s tem kolegom pač začela to bežno pot in ko se je on, ta njegov kolega, ponesrečil in ni mogel več naprej, je Pučnika spodbujal, naj uide, naj gre, naj se osvobodi in tako naprej. Pučnik tega ni bil zmožen storiti. On je bil prevelik človek. Počakal ga je in ko so jo nazaj zaprli, seveda je potem dajal še hujše stvari v zaporu skozi, ker so ga mučili do onemoglosti. Ampak Pučnik je zdržal zato, ker je bil velik. In predvsem je bil velik Slovenec. Za vse, kar imamo, bi se mu lahko od srca zahvalili. Pa so ga tudi, tako kot zdaj gospoda Janšo, preganjali in niso verjeli van. Če bi ga danes imeli, bi bila najbrž tudi Janševa pot mnogo lažja, ker bi imel ob sebi močnega človeka. Obema gre velika zahvala za vse, kar ima Slovenija. Ja, pri tem pobegu Pučnika bi lahko samo še dodal, da Pučnik v tistem trenutku, ko so sojetnika, padniki začeli tepsti, je v skliku, je pač posredoval. Torej, on bi lahko pobegnil, ampak je šel nazaj in se oprl, prenehaj tega tepsti in tako dalje. Tako da je v bistvu že to samo dejanje kaže, kakšen človek je bil. Kako pa je Pučnik vzdrževal funkciji predsednika stranke in predsednika Demosa? Vemo, da so mu nekateri učitali, da je nekoliko zapostavljal stranko. Pač zavedal se je, da je ključen projekt ta osamosvojitev Slovenije. Zagotovo, ampak on stranke kljub temu ni zanemaril. On je za to stranko živel. Njemu je bila stranka vse in je obvladoval prav tako Demos. Spomnim se samo tega, da je velikokrat prihajal malo vznemirjen, vznejevoljen z teh sestankov Demosa, ker se je čutilo, da so notri ljudje, ki niso ravno prav s srcem prišli zraven. To se je ves čas čutil in mislim, da je bil zaradi tega mnogokrat razočaran. Ampak drugače on na ta račun ni nikoli stranke zanemarjal, ker on je bil med nami tako, zaupal nam je in mi smo ga imeli radi in on je vedel, da ga ne bi nihče od nas tudi izdal nikoli. Kaj pa menite, kako bi Pučnik komentiral stanje, v kakršnem se je Slovenija znašla v zadnjih letih? O moj bog. Jaz sem včeraj tam me nekdo spraševal od novinarjev, ne vem, kdo je bil. Sem rekla, da mu prvošam, da ga v tem trenutku ni. Ker če bi videl, kaj se zdaj dogaja s Slovenijo, kaj se dogaja s gospodom Janšo. Ne vem, rekel bi sicer, gremo naprej,
ampak njegova duša bi bila ranjena, to lahko rečem. Hvala. Gospod Janša, s gospodom Pučnikom sta velikokrat poglobljeno analizirala politično in družbeno stanje v državi. Ko sem se sam pred približno 15 leti pogovarjal z njim za potrebe moje diplomske naloge o koaliciji Demos, mi je samokritično dejal, da je leta 1992 zmotno verjel, da so se nekdanji komunisti spremenili, da so postali demokrati, a da se je pri tem štel. Takrat mu je bilo žal, da je Demos prezgodaj razpadel in da poleg osamosvojitve ni mogel izpeljati še sprememb na drugih področjih. Nedvomno nas to tepe še danes, saj kot družba nismo naredili dokončnega preloma s prejšnjim nedemokratičnim režimom, da se nam ta tranzicija še vedno vleče. Ja, zdaj, ko ste že omenili razpad Demosa, mogoče še en vložek, da je pred nekaj dnevi sem mu dal gradivo za dopolnjeno izdajo premikov v založbi in zdaj, ko sem tako kot gospa Vera brskal po fasciklih in dokumentih iz tistega časa, sem našel tudi kopijo sporazuma iz Dolskega, se pravi dokument, za katerega še danes 29,9% ljudi v Sloveniji misli, da je to dokument o ukinitvi oziroma samo razpustitvi Demosa, ker je bila medijska interpretacija takšna, po tistem sestanku. Rekel, da sem celo jaz na podlagi tega, kar sem lahko slišal ali pa potem verjetno 100-krat prebral od tistega decembra 1991, imel napačne predstave o tem, kaj je bilo takrat napisano. To, rekel, veliko pove o moči neke propagande. Ta dokument v bistvu v nobeni točki ne govori o tem, da se Demos razpusti. Ugotavlja samo, da so ključni dve točki iz političnega programa Demosa opravljene, se pravi osamosvojitev, je bilo takrat dejstvo, najavljeno je bilo tudi mednarodno priznanje. Prav tako je v Sloveniji obstajala takrat demokratično izvoljena vlada. To sta bili dve ključni točki, zaradi katerih je koalicija Demos sploh nastala. In v tem sporazumu iz Dolskega pač enostavno ta ugotovitev, iz te ugotovitve je potegnen pač sklep, da so zdaj cilji koalicije drugačni, oziroma da je potrebno skrbeti za stvari, ki prihajajo dnevno na dnevni red, se ukvarjati z problemi, ki so bili takrat veliki. Slovenija je utrpela izgubo relativno enostavnih jugoslovanskih trgov, treba je bilo to nadomeščati, skratka gospodarski izziv ob koncu leta 1991, kljub dobljeni vojni in osamosvojitvi zelo velik. In v bistvu je šlo za neko ugotovitev stanja, ki je nastalo pod upoštevanjem dejstva, da je bila nekaj dni prej sprejeta nova ustava in da je ta ustava terjala volitve v roku enega leta. In ta sestanek je v bistvu dogovor o tem, kako priti do teh volitev, kako sprejeti volilno zakonodajo, kako k delu pritegniti tudi ostale politične stranke, ker je bilo za volilni zakon potrebno zbrati ustavno večino, in kako enostavno do volitev nadaljevati delo. To ni bil dogovor o spustitvi Demosa in dogovor o tem, da se sestavi neka Drnovška vlada, kot se je pol tudi dejansko zgodilo. V tem sporazumu z Dolskega izrecno piše, da se bodo poslanske skupine koalicije Demos še naprej sestajale in koordinirale in tako dalje, da pa bodo pri stvareh, ki zahtevajo pač širše soglasje, pritegnile, tako kot je bilo v osamosvojitvi, tudi druge politične skupine v parlamentu. Seveda ni se še črnilo posušilo pod podpisi na tem dogovoru,
na tem dogovoru že je bila medijska interpretacija, Demosa ni več. Ne. Tudi nekateri podpisniki, no, moram reči, te izjave oziroma tega sporozuma, tega dogovora so potem dajali dvoumne izjave, no, in v javnosti se je pol usedlo, da se je Demos samo ukinil in da je zaradi tega potem morala nastopiti neka druga vlada. Kasnejši dogodki so pripeljali do tega. Tako da ravno ti dogodki, no, ki so potem pripeljali do dejstva, da nekako ni bilo možno sprejeti volilne zakonodaje in se odločiti za volitve spomladi, tam je bil dogovor, da so volitve spomladi. In da se do takrat Demosova vlada skrbi za normalno funkcioniranje države in normalno življenje ljudi. Ampak ravno to dejstvo, da pač so tudi nekateri drugi ali pa nekatere stranke, ki sledijo Demosu, na ta dogovor enostavno pozabile in tako da ne bo teh predčasnih volitev, so pripeljale do situacije, ko je pač za par mesecev bila oblikovana nova vlada, ki je pol omogočila, da se je sprejela volilna zakonodaja in še nekaj drugih zakonov, vendar pa bi to lahko mirno naredila tudi Demosova večina. Če bi bilo dovolj razuma, bom rekel, takrat na obeh straneh. No, in ravno tisti čas je verjetno spodbudil pri dr. Pučniku to razmišljanje, da se zdaj karte delijo na novo, da je Slovenija osamosvojena, formalno demokratizirana, pozabimo, kar je bilo prej, on iskreno mislil s tem, daleč od tega, da bi bil kakšen revanšist, kot so mu očitali, bil, bom rekel, celo absolutno preveč naiven v zvezi s tem, kako so se nekateri spremenili. In takrat so tekli tudi pogovori o tem, da bi prišlo do neke združene socialdemokratske opcije v Sloveniji, kjer bi bili tudi prenovitelji, no, kot so še takrat imenovali, pa takratna socialistična stranka in tako dalje. No, ampak ravno tisti pogovori so pokazali, da kakšnih resnih sprememb pri teh strankah, razen v imenih, ni bilo. In spomnim, da je bil Jože zelo razočaran po enem od teh sestankov, ko je rekel, smo pa res naivni, oziroma da je rekel, smo pa res neumni, ko smo verjeli, da se je pa kar vse naenkrat spremenilo. Tako da je na podlagi tega spoznanja potem seveda tudi v tistem mandatu, ki je bil zelo težek za stranko, 92-96, ko smo komaj prišli v parlament in ko smo imeli samo 4 poslance, skušal, bom rekel, zelo posvetiti ta svoj čas tudi kot, on je zelo močno osebnost, ko imeli smo 4 poslance, ampak eno od teh poslancev je bil dr. Jože Pučnik in to je pomenilo več kot pri nekaterih strankah, ki so imeli 15 poslancev. On se je takrat skoncentriral na nekatere ključne zadeve, ki so bile takrat pereče, recimo divje lastninjenje, ta povojni poboji, vodil komisijo za proučitev te največje travme v zgodovini slovenskega naroda. In potem še dodatno spoznal, kakšna iluzija je bilo to razmišljanje, kako so se nekateri spremenili že s tem, ko so zamenjali ime. Hvala. Zdaj pa bolj za konec vprašanje za oba. Slovenska država zapravlja davkoplačevalski denar za vse mogoče filme, ki nimajo nič skupnega s slovensko državo, državnostjo in analizo stanja, v katerem živimo. Nedvomno bi bilo prav, da bi posneli igrani film, recimo, ki bi prikazoval življenjsko zgodbo Jožeta Pučnika, da bi tudi mladi bolj spoznali njega. Kaj mislite, gospod Erban? Ja, zelo pozitivno bi bilo to. Mislim, da bi bil ta film res potreben za našo Slovenijo, predvsem pa za mlade, res, ki ne vedo nič. Včeraj ravno, ko sem stala tam pred sodiščem, pa sem videla tista 2 mlada, ki sta vpila Janša v zapor, Janša v zapor. Če jih bom jutri videla ponovno, bom stopila do njih in jih bom vprašala,
odkot jim to? Zakaj to pitje? Ali sploh veste, kdo je Janša in kdo je bil Pučnik? Naj mi razložita. Res. Zato bi bilo potrebno, da bi se te stvari ovekovečile, kaj se je dogajalo in kaj so ti naši ljudje, ki so takrat žrtvovali vse, tudi svoje življenja, zato da imamo danes samostojno državo. Treba bi jih bilo podučiti, žal jim šola ne daje ničesar, ker je pač ta zgodovina zlagana do konca. In ne vem, zakaj ne bi smeli otroci vedeti resnice. Mene strašno zaboli to, ko slišim, da nehajte že enkrat s temi kostmi in ne vem kaj. Seveda, mladi tega ne razumejo, ampak mnogo je staršev in starih staršev, ki otrokom to povedo in obelodanijo, kaj se je dogajalo pri nas. In vsakdo, ki je plačal to s svojim življenjem, mislim, svojci teh, ki so plačali to s svojim življenjem, zagotovo ne bodo tega nikoli pozabili. In ne more biti nobenemu človeku na svetu vseeno, kje leži njegov oče, kje leži njegova mama, kje leži njegov otrok. Ker to, kar se je dogajalo po naši Sloveniji, to bi bilo treba povedati vsem, predvsem pa mladi bi morali se zavedati, kaj pomeni biti državljan Slovenije, kaj pomeni imeti svojo domovino. Mi smo v vojni, ko sem bila otrok, spoznali to bedo, kaj pomeni biti tujec v lastni domovini. In tega si naša Slovenija res ne zasluži, kar se danes z njo dogaja. Pučnik bi se lahko zjokal nad njo. On sicer ni poznal solz, ampak poznal je pa bolečino, ki jo ni nikoli do konca razkril. In bi bilo res lepo, če bi ta film nastal. Gospod Janša. Jaz mislim, če bi katerikoli drug evropski narod imel lik, kot je dr. Jože Pučnik, bi tak film že obstajal. Mislim, da bi jih bilo celo več. Jaz relativno dobro poznam to zgodovino tega prehoda v srednji in vzhodni Evropi iz pač totalitarnega ali pa komunističnega režima v demokracijo. Poznam tudi večino akterjev, ki so v drugih državah sodelovali pri tem, ali pa sem poznal od Valese do Havla in tako naprej. Ampak Jože Pučnik tukaj nima primerjave, ta njegova pot je unikatna, je nekaj posebnega tudi znotraj tega disidentskega kroga v vzhodni in srednji Evropi, ki je svetovno nekoliko bolj znan, kjer je kasneje, ko je prišlo do prehoda v stil detu, dejansko prevzel najvišje formalne funkcije. Lech Walesa je postal predsednik Poljske, Václav Havel je postal predsednik Češke, oziroma najprej Češko-Slovaške in tako dalje. Dr. Jože Pučnik pa ni postal predsednik, ker je pač ta slovenska tranzicija že na samem začetku bila šepava. Ampak kljub temu, zaradi tega je manj znan. V recimo evropskih ali pa svetovnih enciklopedijah je tudi zaradi tega pač zelo tak poseben unikaten primer. Tisti, ki bo zna njegovo življenjsko zgodbo, ve, da gre za nekoga, ki je od vseh teh ravnov daleč najbolj nesebično. Se pravi, je ne glede na to, kaj se mu je zgodilo, ne glede na to, da so ga tudi prijatelji iz perspektiv recimo takrat izdali, ne glede na to, da mu niso hoteli poslati tujino diplome, ki jo je formalno dosegel tukaj in je mogel še enkrat cel študij opraviti, da je prišel do univerzitetne izobrazbe. Se pravi, kljub vsemu temu je v trenutku, ko je čutil, da bi lahko kaj pomagal v Sloveniji, prišel v Slovenijo in pomagal. Sem zraven na parih sestankih, ko so padle te ideje, da bi se te nove zveze oziroma nastajajoče stranke povezale v neko koalicijo. To je bila kasneje koalicija Demos, takrat še tega imena ni bilo.
Lahko vam rečem, da za razliko od tega, ko so kasneje nekateri širili, Jože Pučnik ni sebe ponujal za to mesto, ali pa tukaj ni bilo nobenega konkurenčnega spopada. Pravzaprav ni bilo nobenega junaka, ki bi se to upal od ostalih predsednikov strank kasnejšega Demosa. Ni bilo nobenega, ki bi rekel ravno naskakoval ta položaj, ker to je bilo v času, ko je bilo to pravzaprav glede na takratno regulativo ilegalno. Stranke so bile prepovedane v tistem času. Demos je nastal v okoliščinah, ko je bila to glede na takratna pravila, ustavo in tako naprej, ne samo ilegalna, ampak kontrrevolucija. In to dejansko je jugoslovanski tožilec proti Pučniku sprožil postopek, ne zato, niso si upali formalno sprožiti postopke, zato ker je bil predsednik Demosa, so poiskali nek drug razlog, ampak dejanski razlog je bil to, da je on prevzel vodenje tega gibanja, ga povezoval in ravno zaradi te svoje nesebičnosti je bil tudi uspešen, ker je deloval na ta način, da se nobena od strank takratnega Demosa ni počutila ogrožena zaradi tega, ker je pač predsednik enega teh strank bil tudi predsednik celotne koalicije. Tako da ta, bom rekel, rdeča nit, kot je že prej gospa Vera Ban dejala, tega njegovega življenja je neka elementarna poštenost. To je neka vrednota, ki v času te moralne krize v Sloveniji zelo manjka in tak film bi, po mojem mnenju, bil zelo pomemben del nekega zdravila, ki ga Slovenija v tej situaciji potrebuje. Hvala.